rečmo zapit. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Bratev vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Bratev vse, kar nas je, sinov sloviče matere, sloviče matere. Živi nas i narodi, ki hrepeli dočakat dan, da koda sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Karajak, prazvosah, nevragle sosed bo mejak. Karajak, prazvosah, nevragle sosed bo mejak, le sosed bo mejak. Spoštovani svojci žrtev, spoštovani župan občine Železniki, gospod Marko Gaser, spoštovani predsednik Nove slovenske zaveze, dr. Matija Ogrin, spoštovani predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša, predstavniki političnih strank, predstavniki verskih organizacij, dragi zbrani, dobrodošli. Danes zbrani tukaj se spomnimo naših prednikov, faranov Sorice, ki so pred 80 leti doživeli izgnanstvo in izginotje. Ob tej obletnici se poklanjamo njihovemu spominu, trpljenju in pogumu. Spomnimo se tudi nedelje 6. septembra 2015, ko je bila tukaj v župnijski cerkvi v Sorici sveta maša z odkritjem in blagoslovom spominske plošče v opomin in spomin na vse izginule žrtve po končani drugi svetovni vojni v vaseh Spodnje in Zgornje Dajne, Torka, Ravne in Sorica. Takrat smo se ponovno zavedli pomena ohranjanja spomina in spoštovanja do vseh, ki so bili odvzeti svojim domovom. Naj bo današnji dogodek, tako sveta maša kot ta spominski program, trenutek spoštovanja, hvaležnosti in skupnega spomina. Glasba in besede, ki bodo sledile, nas bodo povezale z zgodbo našega kraja in naše skupnosti, ter ohranile spomin živ v naših srcih. Pesmi, ki so bile danes zapete med sveto mašo, so uglasbene na besedilo Filipa Trčelja, slovenskega duhovnika, publicista in mučenca, ki je bil leta 1946 umorjen v Davči. Darovanska pesem pa je delo nekdanjega soriškega organista Naceta Freliha. Začnimo ta spominski trenutek s spoštovanjem in odprtim srcem. Strih dolin.
Po uvodnem spominu na naše prednike in glasbenemu trenutku vabim k besedi doktorja Matijo Ogrina, predsednika Nove slovenske zaveze in soorganizatorja današnje slovesnosti. Spoštovani vsi navzoči, lepo vas pozdravljam v imenu Nove slovenske zaveze. Spomin na pobite si v srcih živih in zvestih utre pot v sedanjost. Tako ste v Sorici pred 10 leti postavili to farno spominsko ploščo, da pričuje o katastrofi v vaseh pod Ratitovcem. To je ena od več kot 200 farnih spominskih plošč, ki jih je Nova slovenska zaveza postavila v krajih slovenskega trpljenja in na njih je zbranih 14.901 ime slovenskih žrtev, čeprav je končna številka veliko višja. Od takrat do danes ste prizadevno poizvedovali naprej in izvedeli še za druge trpine, ki so izginili. Največ je o tem napisala Marija Gasser v reviji Zaveza, ki vam je pri izhodu na voljo. Po pričevanju domačih so te nesrečnike večji del odvedli na Škofjeloški grad in od tam naprej. V času vojne so bili ti vaščani nenehno med tnalom in nakovalom, med partizani in Nemci. Partizani so prihajali po hrano in jo vedno dobili, čeprav so domači živeli tu v revščini, in če je niso dobili, so jo oblastno vzeli. Ponekod so odpeljali celo breje živali, tako da so spodrezali obstoj na kmetiji. Takrat so dajnarski kmetje v stiski vzeli od Nemcev nekaj pušk, vendar jih nikoli niso uporabili, čeprav so pozneje na ukaz Nemcev prihajali v stražno postojanko tu v Sorici. Toda vsakemu boju s partizani so se domači izogibali. V dogovori med partizani in Nemci so domačini sodelovali, saj so se hoteli izogniti spopadom. In res jim je uspelo, da na širšem območju soriške župnije v vojnem času ni bilo večjih spopadov. Za plačilo so jih po vojni komunisti obtožili izdajstva in jih pomorili. V prizadetih vaseh so družine brez očetov in bratov obupovale v stiski. Skoraj 700 let po prihodu njihovih prednikov z Tirolske so vaščani pod Ratitovcem tu živeli, se poročali v okolici, se ukoreninili, si z izjemnimi napori izborili od narave gorske pašnike in majhne njive, kjer je bilo treba znati preživeti. V zahtevnih gorskih razmerah brez moških ni bilo mogoče živeti na kmetiji. In kot da ni bilo dovolj, da so jim pobili može, so komunisti obtožili družine pobitih, da so Nemci nemškutari in jih v velikem snegu za Božič 1945 izgnali v Avstrijo. Družine so bile razbite, pozneje so se lahko vrnili, nekateri po več letih, na uničene, izropane domačije. Trpljenje se je nadaljevalo v povojnih letih, zlasti nad nemočnimi otroci, ki se niso nikoli mogli znebiti rešiti izmerljivk, da so njihovi domači izdajalci, pomočniki okupatorja, belčki in podobno. To je bilo otroštvo brez očetov in bratov. Bilo je preveč boleče, preveč strašljivo in nevarno za blažilno besedo resnice. Molk je bil kamnito naličje bolečine. Groza se je še bolj ukoreninila, ko je Ozna umorila oba duhovnika, Franca Krašnjo in Filipa Trčelja, po svetih treh kraljih 46, ravno na poti, ko sta šla prosit za izgnance, da bi se vrnili. Večina izginulih moških iz vasi pod Ratitovcem je bila iz Škofjeloškega gradu verjetno odpeljana v Škofove zavode v Šentvit. Od tam pa po vsej verjetnosti
v brezna Kočevskega Roga. Njihovi izmučeni posmrtni ostanki so torej verjetno med tistimi, ki so bili ekshumirani iz brezna Macesnova Gorica in so zdaj v Kostnici pri Škofji Loki. Spet tam, odkoder so bili odpeljani v smrt in čakajo na usmiljenje, da jih pokopljemo. Dolgoletna želja svojcev je, da bi država Slovenija o naših pokojnih uradno povedala, da so bili pomorjeni brez sodbe in da so nedolžni. Kar država o čemarkoli misli, to država pove s svojimi zakoni. Zato mora to slovesno izjavo sprejeti prihodnji državni zbor. Želimo zgolj, da bi jih država sprejela kot svoje in enakovredne in to pokazala s tem, da jih pokoplje v Ljubljani kot narodnem središču. Ali želimo preveč? Sedanja vladna koalicija ima očitno druge namene. Zdaj, ko jim gori pod nogami, je videti, kot da so naše mrtve zagledali kot pozitivno temo, s katero bodo preusmerili javno pozornost in načrtujejo, kot se zdi iz postopkov v državnem zboru, nedavno, da bi jih želeli pokopati na hitrico, tako rekoč rokohitarsko, daleč od središča države, daleč od srca in oči domačih na teharjah. S tem se ne bomo strinjali. Že prvo spravno slovesnost v Kočevskem Rogu leta 90 so komunisti izrabili za veliko kuliso, da so v ozadju tiste kulise, spravljivega videza, izpeljali divjo privatizacijo in še marsikaj drugega, kar nas danes tepe. Tudi rokohitrski in samovoljni pokop žrtev revolucije, če bo do tega prišlo, bo podobna kulisa za njihove namene. In na koncu, zakaj se spominjamo pobitih mož in fantov izpod Ratitovca? Najprej zaradi njih samih, ker je vsakemu od njih stvarnik dal edinstveno življenjsko nit, kakršne v vesolju nikoli ni bilo in je nikoli ne bo in je nihče ni imel pravice pretrgati. Drugič, spominjamo se jih tudi zaradi nas samih. Ko se spominjamo njih, pritrdimo vrednosti njihovega življenja, pritrdimo, da so bili nedolžni ljudje. Z eno besedo v sebi obnovimo porušeno pravičnost. Restitucija pravičnosti se mora zgoditi najprej v naši notranjosti, da se potem lahko uveljavi v skupnosti. Četudi za zdaj ta trenutek v tej naši skupnosti, ljudi, ki smo zdaj le tukaj. In je to izredno pomembna skupnost. Ko se jih spominom dotikamo, priznavamo njihovo človeško vrednost in obnavljamo pravičnost. In to delamo pravzaprav na mesto slovenske države. In tretjič, spominjamo se naših pobitih tudi zaradi njihove stvari, da tako rečemo. In kaj je bila stvar, za katero je šlo? Njihova stvar v vojnem času je bila ohraniti življenje svoje in domačih, ohraniti dom in pri tem kmečko samostojnost, posest, neodvisnost. Živeli so v svojem izročilu, peli so svoje pesmi, molili po starem, kakor so bili vajeni stoletja. Imeli so svoje pregovore in pripovedke za otroke in spomine na svoje gozdarje, holcarje. Slovstveni zgodovinar mora grenko obžalovati, da vsa ta besedila niso bila nikoli zapisana. Njihova arhaična dajnarska govorica je ohranjala stoletja star svet izkušenj o tem, kaj je prav, kako živeti. To je bila njihova stvar. Možje in fantje izpod Ratitovca so bili po vojni pobiti zato,
ker so med vojno komunistom pokazali, da so zaradi svoje starožitne krščanske omike, zaradi svoje samostojnosti nedostopni za njihova vabila in manipulacije. Niso jih mogli ideološko zavzeti. Vsaj večine gotovo ne. Po tolikšni smrti in trpljenju preživelih, po tolikšnem uničenju dajnarskega izročila in narečja, se ozrimo za sklep k drobni svetli priči, ki je preživela v ime časa. To je soriška pesmarica, rokopis iz poznega 19. stoletja s pesmimi, ki so jih prepevali tu, v Soriški fari. Ena od Marijinih pesmi v tej pesmarici se končuje s tole kitico, ki so jo prav verjetno prepevali tudi možje in fantje izpod Ratitovca ob večerni Ave Mariji. Ko sonce ljubo za goro zahaja, zvonenje častitljivo mater obdaja. Ko čas se približa, pa v miru zaspim, Marija, naj v tebi se zopet zbudim. Hvala. Oče, mati, bratje in sestri, koče mi sta trate in stezi, holmi skale večnega snega. To je moja domovina, zdravo moja lepa domovina, zdravo moja lepa domovina, zdravo moja lepa domovina, moja lepa domovina. Prva pesem mladih sončnih dni, varovanka fantove noči, kriz, ki si ga meni do srca. To je moja domovina, zdravo moja lepa domovina, zdravo moja lepa domovina, zdravo moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zemlja rodna moja je tako, da če treba, bil se bom za njo, zadnja kaplja mojega srca. To je moja domovina, zdravo moja lepa domovina, zdravo moja lepa domovina, zdravo moja lepa domovina, moja lepa domovina. Spoštovani zbrani, dragi gostje, k besedi vabim današnjega osrednjega govornika, predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Spoštovani svojci žrtev, spoštovani predsednik Nove slovenske zaveze, gospod župan, gospod župnik, dragi rojaki. Zdaj, pred 10 leti, ko je tukaj prvič zmagal spomin nad pozabo, na ta način, da so bila imena vklesana v skalo,
je bilo izgovorjenih veliko tehtnih besed. Če to skušam povzeti v nekaj stavkih, se mi zdi, da je tisto, kar je bilo takrat, kar je najpomembnejše, kar je bilo takrat rečeno, bilo ubesedeno nekako takole. Več bo tistih, ki govorijo resnico, več bo tudi tistih, ki bodo to resnico poslušali in slišali. Zdaj, po 10 letih od tistega septembrskega dne leta 2015 se lahko vprašamo, ali je res več ljudi v tem času slišalo resnico. In ne glede na to, kako mogoče včasih črnogledo gledamo na to stvar, se mi zdi, da je odgovor pritrdilen. Lahko celo rečem, da je v zadnjih 10 letih spomin dokončno zmagal nad pozabo. In da je ta spomin, da je ta resnica iz nekih brezen teme in megle danes vklesana v skalo in je neizbrisna. Kot smo slišali prej, so bila v teh 10 letih tukaj najdena nova imena in ohranjena spominu. In bodo verjetno v prihodnosti vklesana tudi v to ploščo. Zakaj je spomin zmagal nad pozabo? Objavljena so bila številna pričevanja. Posneto in objavljeno je bilo na stotine pričevanj očividcev tistega časa in te stvari so neizbrisne. Objavljene so bile številne publikacije po trudu Nove slovenske zaveze, Študijskega centra za narodno spravo, nekaterih poštenih zgodovinarjev. Išle so temeljne knjige o tistih časih in spomin je zaradi tega zmagal. In zdaj smo v bistvu v situaciji, ko tisti, ki so prej zločin zanikali, ga skrivali, zazidali za 12 zidovi v hudi jami, danes tega ne morejo več ponavljati. Zato smo prišli v stanje, ko se ta zločin opravičuje. Ko se žrtve omalovažujejo in ko se žrtve, ki so bile izkopane iz morišč, ne želi pokopati tam, kjer si to zaslužijo in kjer si to, za kar si njihovi svojci prizadevajo že dolgo časa. Je pa seveda to stanje zanikanja oziroma zanikanje, ki je zdaj prešlo v stanje opravičevanja zločina, del nekih širših dogajanj, ki smo mu priča, s katerimi smo soočeni kot del zahodne krščanske civilizacije, kjer se bije boj med kulturo življenja in kulturo smrti. Nekaj besed o tem je že prej spregovoril gospod župnik, nekaj besed na to temo je prej povedal dr. Ogrin. Ampak temu je treba dodati tudi to, da je to spopad, ki nima samo ene bitke, je to spopad, ki ga naša civilizacija ne bo dobila preko noči in da je to spopad, v katerem Slovenci bijemo še toliko težji boj, ker ima ta kultura smrti v Sloveniji po dogodkih, ki so bili prej opisani, še posebej zlovešče temelje. Je pa ena najpomembnejših bitk dobljena in to je bitka spomina s pozabo. Torej, hvala vsem, ki ste bili to bitko tukaj v vseh pod Ratitovcem, svojcem, ki
niste odnehali svoji želji, da zveste, kakšna je bila usoda vaših dragih in predvsem, ki niste odnehali v naporih, da se spomin na nje vrne v naše občestvo. Tega meseca bomo šli Slovenci na volišča in na teh voliščih bo potekala pomembna bitka kulture življenja zoper kulturo smrti. Prej smo slišali tehtne besede ljubljanskega nadškofa, dr. Zoreta. In temu bi lahko dodali zgolj še to, da živimo v državi, ki ima v svojo ustavo zapisano, da je človekovo življenje nedotakljivo. In ta prvi odstavek 17. člena Slovenske ustave smo v takratni ustavni komisiji in v ustavodajni skupščini, ki je to ustavo sprejela na začetku našega samostojnega življenja, napisali tudi zato, da se tragični časi, o katerih priča ta plošča za mano, nikoli več ne bi ponovili. Še posebej ne v državi, ki je nastala tako, kot piše gor v tem stihu Filipa Trčelja, ko je kalj novega upanja sklila in je nastala slovenska pomlad. Zdaj, požgali so pšenična polja, pepel od tega požiga je bil zakopan v brezna in v jame in verjeli so, da ni nobenega semena več, iz katerega bo kalj pognala. Ampak ta kalj je pognala je tudi semen, ki so čudežno preživela v najtemnejših breznih in iz te kalje je nastala nova slovenska pomlad in slovenska država, ki jo danes imamo, je sveti sad te rasti. In ker je nova slovenska država, samostojna slovenska država, sveti sad te rasti, je dolžnost te države vse to, o čemer je prej govoril doktor, da se vse naše mrtve dostojno pokoplje, da vsi vemo, kje je prižgati svečko spomina na vse svete in da se vse naše mrtve vrne v naše občestvo. In to, spoštovani, je temelj vsake sprave. Zdaj, ta beseda sprava je bila od tiste slovesnosti v Kočevskem Rogu, o kateri je prej govoril predsednik Nove slovenske zaveze, velikokrat izgovorjena in tudi velikokrat zlorabljena. Pa navidezno na začetku se je zdelo, kot da so vsi za, potem pa se je od tega odstopilo in zdaj smo pač v fazi tega spopada, ko se skuša zločin celo opravičevati. Je pa predvsem zaradi tega, ker je bil spomin ohranjen pred pozabo, to zdaj praktično nemogoče. To je praktično nemogoče in ne glede na to, kaj se bo zdaj zgodilo, tudi če 10 zakonov sprejmejo, ker se skušajo posmrtni ostanki žrtev ponovno skriti nekam čim dlje od kraja, kjer bi svojci želeli, da so dejansko pokopani. Glejte, to so vse mrtve črke na papirju, ker ne izhajajo iz resnice. Zakone se da spremeniti, zadeve se pač da uravnati in slovenska država bo to slej ko prej storila. Jaz celo verjamem, da zaradi te dobljene bitke za resnico prej kot slej. Tako da 23.
ne pozabimo, da gre tukaj za več kot za to, da si pač neka politična opcija prizadeva za eno stvar, druga pa za drugo. Gre za enega od temeljnih spopadov v tej bitki med kulturo življenja in kulturo smrti. In tukaj ste tudi s tem, kar ste v zadnjih 10 letih naredili, v tem boju za resnico zelo jasno dokazali, na kateri strani ste. In vsem, ki hodite po tej poti resnice, ki si prizadevate za to, da bo slovensko občestvo slej ko prej postalo celo in da bomo na osnovi resnične sprave lahko zadihali z obema kriloma svojih pljuč. Iskrena hvala in veliko korajže v prihodnje. In Bog živi Slovenijo. Stopimo skupaj služno in zapojmo hvalico, na čast lepotam, ki krasijo nam Slovenijo. Za rodno grudo reko maj naj bije nam srci, saj domovina ena sama je. Po širnem svetu najdoni ta hvalica domu zapita, kjer zivka vsem nam tekla je, tam vidno naše bo srci. Ljubezen tu brezmejna je, jo mati vtkala je v srci. Naš narod naj slogi živi in poje Sloveniji. Domovina je kot mati, vredna je zlata, premalo se zavidamo lepot, ki jih ima. Kdor mora zapustiti je ognjišče mamino, ta dobro ve za bolečino neusmiljeno. Po domovini po mami skrepeni srci, ki bije v istem ritmu za obi. Po širnem svetu najdoni ta hvalica domu zapita, kjer zivka vsem nam tekla je, tam vidno naše bo srci. Ljubezen tu brezmejna je, jo mati vtkala je v srci.
Spoštovani zbrani, dragi gostje. Danes skupaj častimo spomin na naše prednike, Farane Sorice. Njihovo trpljenje, pogum in zvestoba domači skupnosti naj ostanejo z nami kot trajen opomin in navdih. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so omogočili izvedbo današnjega dogodka. Cerkvenim uslužbencem, gospodu župniku Bogomirju Turku, pevskemu zboru župnije Sveti Peter iz Sevc pod vodstvom dirigenta Vinka Rovtarja in organista profesorja Toneta Potočnika, gospodu županu Marku Gasarju, gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Sorica, ostalim prostovoljcem in vsem, ki ste kakorkoli s svojim trudom pripomogli, da je slovesnost potekala tako dostojanstveno in lepo. Vaša predanost in srčnost so del tega, kar ohranja naš skupni spomin živ. Naj nas današnji dan opomni, da je spoštovanje do preteklosti temelj naše skupnosti in da je povezanost med ljudmi, ki si delijo spomin, močnejša od pozabe. Naj nas spomin na naše prednike spremlja v vsakdanjem življenju in nas navdihuje k dejanjem, ki gradijo skupnost, domovino in medsebojno spoštovanje. Iskrena hvala, da ste se odzvali povabilu in ste danes tukaj z nami. S srcem in spoštovanjem do vseh, ki so izginili neznano kam. Sedaj pa lepo povabljeni na župnijsko dvorišče, na prijeten klepet in sladke dobrote, ki so jih pripravile gospodinje Sorške fare. Obenem pa prav lepo povabljeni v na novo odprto Sorško štobo, kjer lahko spoznate zgodovino sorške in dajnerske šprahe, govorice, in v Groharjevo hišo, rojstno hišo slovenskega impresionista Ivana Groharja, kjer si lahko ogledate razstavo njegovih del in kaj več izveste o njegovem kratkem, a umetniško polnem življenju. Sorška štoba in Groharjeva hiša sta v isti stavbi ob gostišču Macesen. S tem se današnja slovesnost zaključuje, a spomin, ki smo ga obudili, ostaja z nami. Srečno!